Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavici s Červekom na Radiu 1. Glede na to, da smo slab teden od Eurovizije, letošnje, ki bo v Liverpoolu, smo zato povabili na kavico človeka, ki zadnja leta Eurovizija ne sme miniti brez njega. To je seveda glas in stas tudi televizije in radia Andrej Hofer. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala za tako galantno napoved. Se počutim starega, če sem glas in stas tega panevropskega glasbenega dogodka. Čeprav se je, ne, to je zdaj že koliko, 68 let, že to vse skupaj traja. Ja. Fenomen. No, se nisi tukaj cajta zraven. Ne, jaz nisem fenomen, je pa res, da se jih je pa 15 že nabralo, kar je kar ena doba. To pa je že nekaj, ja. Preden bova seveda prišla tudi do Eurovizije, bova obdelala druge stvari in tole stvarco, ki se začne z jutrom. Prvo vprašanje pa je, kakšna je tvoja jutranja rutina? Ne poznam človeka, ki bi z nekim hudim užitkom vstal. Takrat, ko se ura oglasi, tudi jaz nisem med njimi. Ne verjamem v vstajanje z levo ali desno. Rad pa imam mir, se pravi nekaj časa, da pridem k sebi, zobje, lasje, pri britju smo bolj tako, takrat, ko se je treba set, sicer če ni treba se ne. Potem pa zajtrki sem pa skregan. Nažalost ni. Kava je vedno. Kava v izobilju. Liter kave, ni problema. Na dan? Zjutraj. Samo zjutraj? Ja, ne vem, eno tako skodelico, no ne vem koliko je. Taka skodelica? 2 deci, 3 deci. Aha, okej. Ja, no, priznam, pač grešim, kaj naj. Pač s tem začnem, potem pa že gre. Potem pa že telefoni zvonijo, pa maili se že nabirajo in zdaj je super, ker po covidu lahko delamo kdaj pa kdaj tudi od doma. Ja. In ni ga lepšega kot to. To je pa res, ja. No, dejva se ostali torej pri kavici. DeLonghi Eleta Explore ima zdaj po tem novem tudi hladno varjenje kave. Sicer mi se danes odločila, da bo kar en kapučino spila, ne? Ja. Da bomo sprobali. Fantje, ki so ga že tukaj pili, pravijo, da je odličen. Naredi svoje, sam poklikaš in to je najboljša stvar. In ne dela. Dela. Greva najprej v tvoj začetek. A si že, v bistvu, je bila že v otroštvu želja, da boš stal pred mikrofonom ali pa kamero? Se je že takrat kaj kazalo? Menda se je, o tem mi je pripovedovala mama, jaz sem in celo, ne boš verjel, obstaja zvokovni dokaz, pri 3 letih posnel. Ja, glasen pa je. Ta mašina, upam, da ne eksplodira. Skratka, pri 3 letih sem baje že posnel vremensko napoved na zeleno kaseto, a veš, včasih smo imeli kasetarje in ta vremenska napoved dejansko še obstaja. Glasila se je nekako tako: jutri bo sončno, če ne bo sončno, bo deževno, reč miza, ko te ciganka ziza. Pri koliko letih? 3. Ja, baje, da sem že pri 2 ali 3 govoril tudi R. Res? Skratka, jaz sem bil en tak wunderkind. No in potem je ta želja po medijih kar skozi rasla. Moji rojstni dnevi, na primer, so bili ena sama muka za povabljence, zato ker mi smo tisto torto pa darila, to je bilo nepomembno. Pomembno je bilo potem, da sem jaz iz kartonastih škatel naredil kamere, da sem jaz uporabil naš hi-fi, mikrofone, da smo prinesli žični telefon, klicali o polnoči domov ljudi, se veš, da smo to počeli, a ne? Ja. Skratka, to je bil en sam žur, radio, igrajmo se radio, televizijo in to je kar raslo. Vsak rojstni dan je bila nova zgodba. Ti boš Alenka Godec, ti boš Jan Plesenjak, ti si Mario, gremo, akcija. Wow. Tako da jaz ne vem, kako se moji prijatelji teh rojstnih dni spominjajo, jaz sem v glavnem užival. Bil vedno voditelj? Ne nujno. Tudi režiser, tudi DJ. Ampak pod kontrolo vse? LP plošče so bile, igla, okay. Kasete. Se pravi, lepo logično, da prestopiš v te vode, ne?
Ja, ampak veš, kaj je zanimivo, da dejansko je mene vleklo v tehnični del radia in v tehnični del televizije. Se pravi, zvokovni tehnik pa kamerman. To dvoje sem jaz dejansko želel, zato sem jaz te kamere delal iz kartonskih škatli in jih postavljal na troset. In potem pa so takrat še bili taki pogoji, a veš, tehnologija še ni tako napredovala kot danes in so pač šefi takrat rekli, ja ne moreš, ne, ti si družboslovec, jezikoslovec, ne gre. No in jaz sem bil blazno razočaran, ker nisem takrat mogel delati kot tehnik. Ja, nač pa sem pa rekel, grem pa na audicijo za špikerja in se je začelo z radijem. Ampak zakaj pa nisi šel že v šolo pol? Ja, zato, ker sem vedel, da je tam malo več matematike, pa fizike, pa naravoslovja, to pa meni ne diši in sem rekel, ma ne, pa bomo rajši kar tako. Ok, pošteno. Ja. Tako da najprej lokalno, v Velenju, pa potem v Mariboru, v povezavi s fakulteto, tam sem delal 11 let, tudi živel v Mariboru, no in zdaj pa zadnjih dobrih 20 v Ljubljani. Kako se spomniš svoje prve audicije? Recimo Denis Avdić je imel najtežjo audicijo prav takrat v Postojni na radiju. Kako je bilo pa pri tebi to? Moja učiteljica govora je bila, zdaj se trudim pravilno govoriti, ampak ne bom se držal. Ne, tle ne rabimo. Ne, v redu je. Je bila Ida Baš in meni je bilo najbolj fascinantno, ko je prva učna ura izgledala tako, no, spoštovani kolegi, naučili se bomo dihati. Prosim. Dihanje, ja. Dihali bomo. Ja, pa se dihati pa valjda znam. Ne znaš. No, in smo začeli dihati, s prepono, seveda. In potem, ne, milimeter po milimeter. Ja, grozno je bilo, enostavno vse je bilo narobe, seveda vsi naglasi so bili narobe, nič ni štimalo, včasih je bilo kar trpeče, da ne govorim potem, kako je to izgledalo v Ljubljani na famoznem radiju Slovenija, kjer te dobi v roke Ajda Kalan, če se spomniš, ali pa Nataša Dolenc. Doskrat sem to ime slišal. O moj bog, to je... Gospa je pač bila zelo dosledna, ampak ona je uspela tudi marsikoga spoditi od tega medija, ker so bile zahteve res velike. Je res tako to naporno? Radio, nacionalni radio je pač še edina institucija v naši državi, ki pač ohranja to najvišjo raven govorjene besede. Seveda vi delate drugače, vaš status je drugačen, vaše poslanstvo je drugačno. V vašem okolju pri nas je pač, zato pa pravijo, da smo tako sterilni pa seriozni, ampak saj nekdo pa mora biti. Ena trdnjava mora ostati in zato so te zahteve tako visoke. In sploh jaz, ker sem pač hotel biti špiker oziroma moderator, voditelj, moraš pa izpolnjevati vse standarde. Se pravi, tudi ko gre za prevzemanje iz tujih jezikov, kako bomo zdaj mi dva tega švedskega zunanjega ministra, Ola Gumar, pa pikice na ojo, kako bom jaz zdaj to spravil v slovenščino, pa zakaj je v slovenščini Washington, pa München, pa take stvari in to se naučiš. In to skozi drilajo in sta dva ustna preizkusa in dva pisna, 2 leti lahko tudi vse skupaj traja ali pa leto. Ja, potem dobiš certifikat. Cela šola, ja. In potem si frajer. A se tega lahko vsak loti? Teoretično se lahko, ampak to je tako kot vsak poklic oziroma vsak študij. To je kar trdo delo, ne? Ja. Smisel za jezik, seveda mora biti talent, mora biti nekje v osnovi pravi register, bog ne daj govorna napaka, narečne, a ne? Cirknca. Ja. Ja. No, jaz sem šmart napaki. Ampak mi tam, ne vem, mislim, da nimamo nekih posebnih. To so nekje te zahteve, ne? Potem se pa to priučiš, no. A imaš to težavo? Ne, najprej to tako razložim. Pri nas recimo, se prav reče, meni so rekli, govor po domače, ker je tak način, to smo že omenila. A imaš recimo problem, da ko poslušaš, pa slišiš kakšnega drugega špikerja, voditla, govoriti kako je, po domače, narobe, ni pravilno knjižno slovensko, a si tako, to pa ni za nikamer. Je malo te poklicne deformacije. Si v tem poslu, si s tem obremenjen, poslušaš, včasih prestaviš, včasih kar
prestavljaš, pa prideš na Radio 1, pa spet prestaviš, joj, spet Audič. A bo že nehal enkrat. Denis, come on. No, Je predolg, ali kaj? ne bova zdaj v podrobnostih, ker sem jaz tukaj zvezda te oddaje, ne Audič, tako da prosim, če se posvetiš. Moramo paziti, ker včasih je Moji preleto. karieri. Tako, Ja. z nikje. Hecam se. No, v glavnem, ja, seveda si občutljiv, sploh, če so ene stvari narejene šlampasto, a veš, treba se zavedati tudi ene odgovornosti, da smo v mediju, ki izobražuje in zdaj mi, ki smo pač nacionalka, ali gre za televizijo ali radio, mi pač tudi izobražujemo. Mi smo kot neka javna šola in je seveda prav, da rečemo, da se peljemo proti Lipovcem, da ne vem, je v Velenju predor Šalek in ne Šalek, ker na te stvari so ljudje zelo občutljivi. Ja, to pa je. Krajevna lastna imena. Vse ostalo dobro. Se pa slogi in stili seveda z leti spreminjajo, tako kot se spreminja vreme in to je prav. In seveda vse odvisno, na katerem radiju delaš in kako je tvoje poslanstvo. Zelo lepo povedano. Ne? Vemo, da si tudi že na televiziji kar nekaj let, ne? Kjer medij pa bi rekel, da je zate bolj relevanten, radio ali televizija? Oba imata zelo velik vpliv, če se tega, spoštovani Červek, s kava s Červekom, če se tega še ne zavedaš, potem se začni. Jaz sem vsak dan, no, pretiravam, vsak dan pa res ne, ampak vedno znova fasciniran, kaj vse pride do ljudi. Ravno, ko bova govorila o Evroviziji, jaz sem presenečen, kaj vse si ljudje zapomnijo iz komentarja 10 let nazaj, neko stvar, ki se je meni zdela popolnoma, ne vem, brezpredmetna, je prišla do enih ušes. No, vpliv medija je hud. Ne? Mi smo tudi neke vrste trendsetterji, oblikovalci javnega mnenja, pa se tega včasih sploh ne zavedamo. Vse, kar narediš, vse, kar rečeš, vse, kar oblečeš, vse, kar pokažeš, se nekoga dotakne. Ja. In ja, tako da oba medija sta divja. Radio je boljši zato, ker je hitrejši, Ja. pa bolj je timski, pa individualen, tudi intimen je lahko. A ne? Jaz recimo na Radio Slovenija delam nočne programe in to mi je super, ker takrat se možgani sprostijo, misli so že zelo ohlapne in lahko govoriš o marsičem. Čez dan ne moreš. Čez dan je spet Audič, pa cestne informacije, pa ono, pa tam stojijo, pa Trojane, pa mejni prehod. A veš, in je vse je napeto. Po noči pa lahko debatiraš, po noči pa lahko odpreš kako težko temo. Televizija je pa bolj divja, tam je pa rock and roll, ampak problem je v tem, ker rabiš pa ogromno ljudi, zato da pride slikica z malimi človečki v škatli do tebe domov. Več časa rabi televizija, ne? Ja, Več planiranja, več predpriprav, več načrtovanj, vsega več. In Boris Kavaca je enkrat super rekel, veš, je rekel, kaj meni pomaga, če jaz nastopam v Hamletu, v ljubljanski drami, jaz lahko tega Hamleta odigram 300-krat, potem grem pa za pol ure na televizijo, pa me vidi 100-krat več ljudi. Potem veš, kako močen je ta medij. Kje smo, ja. Ampak a to pomeni po vse tem, kar si zdaj povedal, da je zate pa boljš televizija, radio, Ja. da greš rajše radio. Ja, zato ker tam sem jaz, ne. Tam veš, da imaš eno samo orodje in to je glas in s tem orožjem, kakorkoli ga pač imenuješ, operiraš in ga uporabljaš na vse možne načine in oblike. In to je super, ne. Ti je morda tudi zato Evrovizija tako všeč, zato ker te samo slišimo. Ja, veš, Evrovizija je po moje zanimiva zaradi tega, ker sem jaz po domače povedano not padel s tem svojim sarkazmom in cinizmom, ki ga tudi sicer včasih v kakem tem privatnem okolju kar uporabljam in potem eni malo po strani gledajo, kaj pa je s tem, s Hoferjem. Rad se hecam, no. Zdi se mi, da je življenje preveč resno in da premalo se znamo
hecati na lasten račun. Evrovizija je pa kost za glodanje, pa saj vsi debatirajo, parlamentirajo, vsi vse vejo. Yep. Tudi tisti, ki ne gledajo, oni vse vejo. V ponedeljek na kavi vse vejo, kdo je zmagal, kdo je imel kako obleko, kdo je bil gol, kdo je spremenil spol. In to je tisto, kar dela Evrovizijo živahno in konstantno, in jaz se pač samo prisesam, priključim in skušam to enako doživljati. A ne? Je pa bilo hudo, veš, na začetku, ko sem jaz to leto 2008 prvič začel, ko sem jaz udaril svojo prvo globoko misel, to sem mislil, da bojo telefoni v Ljubljani kar pregoreli. Resno? Tako hudo je bilo? Ja, bilo je precej atipično, veš. Recimo, moja predhodnica je bila tudi moja šefica Miša Molk. Marija je njeno pravo ime in takrat so to bili taki uglajeni komentatorji, ki so opisovali, zdaj pa vidimo razglednice od Dublina, tamle je galerija, tamle je prehod za pešce, a veš, in je Miša rekla, da se je včasih počutila, kot da je turistični vodnik. No, jaz sem pa to vse zanemaril, tisto, kaj mi gledamo tam tiste hribe in arhitekturo, in sem šel bolj na osebno raven, koga bomo pa zdaj videli. Ja. Malo sem navrgel, tja je hodila v glasbeno šolo in zdaj pa počakajte, zdaj pa poslušajte, pa pride poslastica. Ne? Se pravi, da se vsake oči ustvarijo svoje mnenje, pa dajmo povedati, kaj je v tej pesmi. Ne? Na tak lep, subtilen način, ne? Ampak vedno je na koncu veš ena taka žogica, veš, ko pristaviš svoj lonček in dodaš svoj statement in stara mama doma reče, a si slišala, kaj je rekel Jože? In pol je štala. Ja. A smo kdaj kakšne težave tudi zaradi tega? Ja, a veš, to se ne dela na nacionalki, to je bil škandal, a veš, jaz sem, se bom povedal, kaj sem, ne, da si boš lažje predstavljal. Ja. 2008, finale, Marija Šerifović je zapela Molitvo, bila je na odru koreografija 30 deklet, ta dekleta, ki jih je koreografirala Mojca Horvat, naša priznana koreografinja, so bila po eni strani bela, po drugi črna, se pravi bela kot ženski spol, črna kot moški spol in tudi obleka je bila tako, kot neka poročna. In pesem in ves ta stage performance je govoril o drugačnosti, kar Evrovizija je. Ja. O tem, da pač LGTB skupnost obstaja, da je pač biti istospolno usmerjen danes, upam, za večino nekaj povsem normalnega in sprejemljivega in da pač to ni nekaj, kar kupiš v trgovini, to ni liter alpskega mleka, to je dejstvo, s tem se rodiš in tak si. Do sem vse lepo in prav, ampak jaz sem potem na koncu, mašina že reagira, jaz sem potem na koncu pribil, zato spoštovani Slovenke in Slovenci, premaknite kak kos vaših možganov v 21. stoletje. In tukaj sem pa, sem pa zdaj zabil nekam eno gnojno rano in to se je pa recimo ljudi dotaknilo. Kdo je pa zdaj on, da bo nam to govoril? No, tako se je začelo. Potem pa je bila portugalska pevka Vanja Fernandes, gospa v taki dolgi, to je bilo vse leta 2008. Skratka, šli smo od tistih razglednic, vidite muzej, v to. Zdaj veš, zakaj je to bila taka sprememba. Vidite Vanjo Fernandes, ki je pela pesem Senjora du Mar, to v našem jeziku pomeni gospa z morja. To je žalostna zgodba o gospe, ki je pač zgubila moža na morju, ampak še bolj žalosten je pa podatek o njenih kilogramih, ki jih tudi ta črna obleka ne more skriti. Groza. No, a veš, to so bile tisti neki cukri, pa ne vem, pa pevka iz Andore je imela tak oklep, do sem gore je bila zapeta, nek tak oklep. In moj komentar na koncu pesmi je bil, pa kaj, a tej revi nihče, zakaj je ona toliko zaprta in zaklenjena, in nihče ni povedal, da v dvorani ni nobenega, ki bi jo hotel.
No, in to so, zdaj pa ti sam presodi, a je ali ni, meni ni. A je to šlo čez, ali Meni ni ne. šlo, meni se pa zdelo to čisto v redu. Meni ni panike. Seveda vsem se pa ni zdelo čisto v redu, no, in takrat je bil nek odziv. Jaz sem sicer dobival message, da se ljudje doma krohotajo in da padajo s kavča in meni se to ni zdelo nič nenavadnega, meni se je zdelo, da pač govorim pač tako kot vedno, bilo pa je seveda, je bil drug slog. No, drugo leto je bilo že lažje, potem naslednje leto je bilo spet lažje, zdaj pa ljudje to hočejo. Zdaj pa pravijo, zdaj pa če te ni, je pa čudno. Ja, zdaj zmeri, če je Eurovizija, je Andrej Hofer. To je to. A si bil tudi že prej fan Eurovizije? Predtem? Smo gledali seveda z družino, jaz se spomnim Abe, se spomnim teh pisanih kostumov, se spomnim pa Digilu, Digilej, pa vseh teh uspešnic, pa orkester je še bil, pa Celine Dion seveda, v tistem pliseju, veš, ko balerina leta 89 se mi zdi, ali 88, ona je pela takrat za Švico, pa tiste njene suhcane nogice, ne partez pas sans moi, ne odhajajte brez mene, in je zmagala in potem naredila to mednarodno kariero, pa se ni bila edina, pa Cliff Richard, no pa Maneskin recimo zdaj na zadnje, pa Joker out, lej, samo vprašanje časa, to MTV in vse ostalo. Okay, zdaj si sam malo napletel. Kaj praviš torej o letošnjih favoritih? Najprej greva na splošno. Ja, zdaj sem na pletu, da se bom komaj... Daj malo kavice. Noge sem prekrižal tako kot Bernard Dežarnik. A si ti to kdaj opazil, kaj to gospe delajo? Res, Bernarda, jaz te občudujem. Prav tako? To gre tako pod kotom. Ne, to pa ne bo šlo, bomo kar tako. To te boli hrbtenica. Vse boli tle. Mi bomo po moško. Tako. Na zdravje. Na zdravje. No, bova zaplavala zdaj v te favorite. Kakor zdaj sam spremljam, zdaj smo tik na tem vrhuncu, Joker out so kar visoko pozicionirali, tudi napoveduje se in finale. Greva najprej na splošno. Omenja se zopet Švedsko, ne, če se ne motim. Lorraine je že zmagala leta 2012 v Bakuju. Ja, euforija. Z euforijo, kako je ta ženska gibčna. Veš, zakaj to govorim? Jaz sem res imel neverjetno priložnost in ekskluzivo vse te ljudi videti od blizu, iti k njim v garderobo. Mi smo tudi na letalih skupaj sedeli. In jaz se Lorraine spomnim, kako je ona telovadila med sedeži na letalu, medtem ko smo mi drveli proti Evropi iz čudovitega Azerbajdžana, iz Zakaukazija. In ona je telovadila. Resno? Se veš, avion te spravi v krč, ti leti so dolgi. Ampak ta pesem je res bila tako fenomenalno sestavljena, narejena in je bilo zelo logično, da je zmagala. No, letos pa spet. Jaz se pa tega, veš, sploh ne veselim, če se bo to res zgodilo, ker potem se mi zdi, da Evrovizija zgubi tisto dramaturgijo, a veš, da čakaš, kdo pa zdaj bo. Če zdaj vsi govorijo, vse stavnice dajo na prvo mesto Švedsko, pol, ne vem. Ja, to res pol bo. In lani so vsi govorili o Ukrajini, na koncu bila Ukrajina, ker lani nismo poslušali glasbe, lani smo glasovali, ker smo bili sočutni. In pa sem bil spet jezen, zaradi tega, ker je Evropska zveza radijskih in televizijskih postaj EBU ves čas predavala, ne, Evrovizija pa nima nič s politiko. A res? Kako nenavadno. Ali pa recimo Aleksandar Ribek leta 2009. To je bilo boring, ne? Ker so vse države so dajale 12 točk, ne? In potem že po 10 minutah veš, kako bo šlo do konca. Že tako je ura 1 zjutraj, ker vsega konec. To je res. Tako da ne vem, glej. To je tvoj favorit, pol. Rock'n'roll ostaja. Jaz pač poslušam vse, nisem rocker, nisem pop, nisem balada, jaz sem kar vse, no. Jaz mislim, da z radijem se ta glasbeni okus kar zelo posploši. Je pa res, da so mi všeč kancone, to, kar pride s Sanrema, mi je vedno zelo ljubo in fajn, zato, ker so Italijani taki in iz tega Sanrema naredijo cirkus, ne. Pa tiste vrtnice tam razmetavajo, o čemer se še danes piše, a ne? A si bral? Ja, da bi lahko dobil ne vem kako kazen, ta bogi človek.
vse pa je bilo del scenarija. Skratka, Italija mi je ljuba. Tudi Irska mi je recimo zanimiva, absolutno pa ne glede na to, da je to stereotip, kapo dol Hrvatom, to je pa pesem z jajci. To pa, moja mama je sicer, veš, Kupila traktora. moja mati je po koreninah izvira iz Dalmacije in jaz sem ji to pokazal na pametnem telefonu. Sem rekel, mati, glej, kaj vas zastopa letos, in ona gleda ta nastop in potem Šupak in Vrtnico in se ni nič rekla, ne? Sem rekel, je hudo, a ne? Nekaj, ja. Ampak meni je to vrhunska pesem. Me čudi, da ni više na stavnicah. Meni je fantastična. Jaz sem napovedal, ali bo šla zelo, zelo visoko, ali pa totalno pogorela. Ja. To je bila moja. Je pa, veš, pri Evroviziji tako. Evrovizija je v bistvu fenomen tudi zaradi tega, ker načeloma nikoli ne ustvarja nekih glasbenih trendov. Ja. Veš, da bi zdaj ti rekel, aha, letos je pa prevladoval, ne vem, rock. Ne. Maneskin so se zgodili, seveda potem si ponavljajo v tem slogu, to vemo, ne. Ampak ni pa nobenih tu zdaj nekih velikih hitov, ki bi jih na veliko nekdo vrtel. Se sam dobro veš, obstajajo radijske postaje, pa mislim, da mogoče tudi Denis Avdić med njimi, no, ki ga že dolgo časa nisem omenil, ki pa recimo nobenega evrovizijskega komada sploh ne zavrtijo, ker pač Evrovizija je hibrid, ne. Ja. Pride, se zgodi, odide in v bistvu generira sama sebe. Kaj pa praviš polo Joker Out? Carpe diem. Mene fascinira samo to, kako smo Slovenci krasen narod, da takoj znamo udariti, povoziti, razrušiti. To, da so Joker Out uspešna in mlada perspektivna skupina, popularna v Sloveniji, je dejstvo, to vsi vemo. To seveda zdaj ni noben garant za evropsko zgodbo oziroma za naprej, ker je pač vse odvisno od tistih 3 minut in od karizme in od nastopa in od pesmi v končni fazi, za katero pač zdaj spet eni pravijo, da ni glih najboljši izdelek. Veš, zakaj moramo spet toliko parlamentirati, ko se še sploh nič ni zgodilo? Fanti so dobri, delajo za nosom, meni je blazno všeč njihov styling, ta retro pridih. In tudi način, ne, kako komunicirajo z javnostjo, ker je zelo sodoben. Mogoče res zelo atipičen za Slovence, ker smo do zdaj imeli, se veš, veliko pocukranih, a ne. Ja, to je res. Ampak sam skladba, ja ne? Skladba bo šla v finale, to si upam trditi. Od tam pa po moje pretirano visoko ne. Pa tudi napovedovati je težko. Reciva tam nekje, da bo zlata sredina, potem na koncu spet kakšno 15. 16. mesto. Misliš, da ni šanse, da gremo više? Če bo več, grem po kolenih okoli vašega studia. In ti me boš snemal s tisto mini kamero. Če bo več kot 15. mesto? Tako, roka. Tu imamo pa zdaj zabeleženo. Andrej Hofer, več kot 15, Joker Out, mater, potrudite se hudič. Kako sem se zaklal. Tu se vas veselim. No, ne vem, pač razmišljam na glas. Na stavnicah smo zdaj, mislim, da 21. Ja. Od 37 držav. Bili smo niže, bili smo 29, kar je, to je kar hud preskok, veš, iz 29 na 21 in pazi, zdaj pridajo še, oziroma zdaj so že mimo prve vaje. Ja. Prve vaje so prvi pokazatelj, koliko je koga v hlačah. Okay. Ja, zaradi tega, ker ti lahko imaš slabo pesem, pa imaš odlično prezenco, odlično luč. To se mi zdi, da Joker Out letos imajo. Ja. Prejšnje tedne, mesece celo, ko so hodili po tej evropski turneji, se mi zdi, kar sem jih spremljal, da so bili zelo, zelo močni. Ja. Veš, televizija je res en tak čuden medij, zato je meni radio bliže, ker a veš, 3 minute je tako zelo veliko, pa hkrati tako zelo malo. Ja. Če se v tvojem nastopu v prvih 20 sekundah ne zgodi tisti faktor X, bom jaz šel v hladilnik po kozarec kumaric, recimo, ali pa, ne vem, pašteto, in to je slabo. To delaš med
Eurovizijo. Ne, pač karikiram, ne, da pač nekaj te mora potegniti, ne, da gledaš, da poslušaš. Ne. Mora se zgoditi refren čim prej, ne, in potem steči. Ne, in pesem ima ritem. Mogoče nima izrazitega tega refrena, ampak kaj pa vem. Jaz mislim, da se bojo fantje dobro odrezali, če se pa ne bojo, pa ne bo konec sveta, ker ne sprejemamo proračuna Republike Slovenije, ljudje, to je samo zabava. Ok. Kaj pa najboljša zmagovalka vseh časov? Da vidimo. A po mojem okusu? Ja. Ja, kam se vem. Nagnil? Kam se bom nagnil? Zdaj se bom nagnil na levo. Veš kaj, jaz vedno je zmagalo nekaj, kar je izstopalo, saj ponovadi stvari, ki stopijo iz povprečja, so opažene. Lahko je zdaj to dobra melodija, lahko je dobro besedilo, lahko je res poseben nastop, lahko je čudno oblačilo, ne vem. Veš, hec je tudi v tem, da se Evrovizija že nekaj let gleda. Ja. Bolj slabo mi poslušamo. Jaz sem imel kar probleme. Gledamo. In tako da bo zdaj spet najbrž slavil izdelek, ki bo pač tudi vizualno atraktiven. Okay. Prisegam na stare popevke, na orkester, kot sem rekel, seveda Celine Dion, Cliff Richard, Volar, recimo to znamo vsi. No, Volar recimo sploh ni nikoli zmagala, pa je tak hit, ne? Ja. Nel Blue di Pinto di Blue, pa mogoče kakšna angleška varianta Love Shine a Light. Katrina and the Waves, vse je kar nekaj teh popevk bilo. Abe me pa niso menil, to mi je pa zelo čudno. Ja, zato ker vsi vedno, ABBA, švedska ABBA, ABBA gor, ABBA dol. Jaz sem bil potem totalno razočaran, ker smo bili na Švedskem, v Stockholmu in ABBA ni hotela nastopati. Ja, kaj je zdaj to? Kaj pa zdaj to je? Mislim, zakaj? Zakaj pa potem, a ne pa še neki jubilej je bil? In ker je šlo seveda spet samo za denar, ali Bog si ga vidi kaj. So pa rekli, ok, pa naj pride Madonna, ne, pa je prišla pa sfušala, super, fajn. Letos bo pa Rita Ora, ne? Ja. No, tako da super mi je, če se da popevka in Evrovizija je popevka, saj naj bi bila. Če se popevle, ne, bi rekli Prekmurci, da si znaš malo zažvižgati, ker jaz ne verjamem, da danes kdo ve, katera pesem je lani zmagala. Katera že? Zgubilo se je. Ja, jaz ne verjamem, da zna kdo ukrajinsko pesem zabrundati. Ne. Veš, in to je tisto, kar sem ti prej govoril. Lani so prevladala čustva zaradi vojne, ki je žal postala kar en kos pohištva tamle, in kar je. In kar nikomor ni mar, oprosti. Tudi vsem svetovnim politikom. Ja. Vsi pošiljajo neke ostre protestne note, a res, kakšne note? Cis, fis, Angela Merkel, gospa von der Leyen, vse imate letala, usedi se, pa pojde v Kremelj. Zakaj pa ne greš v Kremelj? Veš, to so res žalostne stvari. Ja. In mi je grozno, ko vidim, kako svet indiferentno gleda, ljudje pa umirajo. In ne umirajo samo tam, veš, da je vojn več. In tudi Evrovizija ne more tega premagati. Če ravno, ko se je leta 56 začela, je bil to ravno njen point, združiti razklano Evropo. In poglej, po kolikih letih dela spet isto. Ja, točno to. Združuje razklani svet v zabavi, v sodobni TV produkciji. Meni je super, ker to vsako leto vidimo kaj novega. Ne? Ja, to je res. Vsako leto se kaj pojavi na odru, pa izgine, pa reče, kako so to naredili. Ja, to je pa čar. Res. Zmeri, ki se gleda, je tako, leto, pa bo večji odr, ali bo manjši, kaj so tle naredili, kaj je to. To je čisto res. Prej sem menil, se pravi, da malo pozabimo, kdo je lani zmagal, kakšna skladba je bila, kako se jo zažvižgamo. Si sam tudi kaj pol zapoješ doma, kaj pod tušam ali pa kaj podobnega. Ker če moji podatki držijo, v 80-ih si dobil celo neko nagrado na otroškem festivalu. Pa ne sam neko. Prvo nagrado strokovne komisije za izvedbo skladbe Jaz sem lev na festivalu otroške popevke Zlati srček.
Najprej čestitke za dober research. Ja, res je. Wikipedija, ni to nekaj hudega. Saj vem, da si otrok interneta, pač logično. Res sem pel, res sem zmagal. Jaz sploh nisem vedel, jaz sem tisti nastop takrat na Bledu jemal v športni dvorani kot enega od gledaliških nastopov, ker sem ogromno igral v amaterski gledališki skupini in ni je bilo proslave, kjer mene ne bi bilo zraven. Jaz pa Marko Mandić, veš, Marko je Velenjčan, jaz sem Šmarčan in to je zelo blizu. No, Marko je danes veliko ime v svetu igralstva, ja. Lepo te pozdravljam, stari. Se ni že takrat kisleto? Nisem še slačil. Okay. No, in midva so posod nastopala in so recitirala, ne vem, koliko se ti spomniš teh pionirskih časov, pa štafete mladosti, pa to. To je že za nekatere res daljna zgodovina. In mi smo tudi ogromno manjkali takrat v šoli. Jaz sem imel, ne vem, 200 opravičenih ur. To je bilo super. Tako da, evo, zdaj sem pa toliko povedal, da sploh ne vem, kakšno je bilo vprašanje. Če si tu zdaj še kaj poješ? Ja, če pojem. Tisti Blejski crček se je potem zgodil, jaz sem zmagal, jaz sem potem posnel kaseto, ne boš verjel. Pa bil sem v Unicefovi oddaji, sem nastopal, ki jo je vodil, glej ga zlomka, takrat, davnega leta 85, Vlado Kreslin. Ne boš verjel. Ja, je bilo kar zanimivo obdobje. Zdaj ne pojem več, no, pač se mi zdi, da nisem jaz za to, da ne pojejo tisti, ki znajo. Tako da... Ja, očitno si znal, ne? Govoriti pa znam. Ja, takrat sem še imel tak deški glas, sem bil še dunajski deček. Ok, pa še smo zmutirali. Smo zmutirali. Pa lep nizki glas za na radio. Drugače si na dolgo nazaj tudi rekel, da je fajn, da če človek v bistvu živi po svoje, in da se tu pa tam kaj pregreši. To je prav direkt vzeto ven tvoje besede z enega intervjuja, ne? In me zanima, kaj je pa tvoja največja pregreha in tudi zakaj? Pa teh je po moje kar veliko. Veš, zdaj ne vem, če boš ravno razumel to filozofijo, saj ne bom nič novega povedal, ker jaz se učim od ljudi. Midva sva pred tem intervjujem govorila, da sva čudna, ker ne bereva. Ja. Jaz vidim knjige v ljudeh. Ker ljudje so taka zanimiva bitja in vsak ima neke svoje zgodbe. In ene zgodbe so ful zanimive, ene so obupne, ene so vrhunske. Skratka, samo če poslušaš okoli in gledaš okoli sebe, kaj vse ti ljudje govorijo, v bistvu se lahko ogromno naučiš o psihologiji, o psihoterapiji, ne vem, o marsičem, o vrednotah, o odnosih, o stvarih, ki jim danes ne posvečamo veliko pozornosti, pa so zelo, zelo pomembne. No in treba je v vseh stvareh, ki jih počnemo, uživati, to bo zdaj malo daljši uvod, potem pa pregreha, in ko uživaš, takrat si srečen in dober. In takrat se v tebi naseli en tak notranji mir. Zdaj to zveni zelo duhovno. Mogoče boš rekel, kaj pa se je zdaj z Hoferjem zgodilo? Nič se ni zgodilo z mano, jaz samo uživam v tem, kar počnem. In ko si ti miren, si zadovoljen. In ko si zadovoljen, si kreativen. In ko si kreativen, to kreativo vidijo drugi in te povabijo k sodelovanju. Se pravi, pridejo novi izzivi in nove zgodbe. In se kar stopnjujejo, ne? Priložnosti se ti ponujajo, no in na vseh teh poteh seveda moraš tudi grešiti, ker ta hedonizem, jaz ga imenujem hedonizem, pač pa še zraven, ne, spravi, dobra hrana, dobra pijača, seveda vse v mejah, ne, ko greš čez mejo, potem je težava. Tako da zdajle recimo zadnji krik mode pri meni so tele čokolade in neki bomboni iz Hoferja, mislim, kako klišejsko iz Hoferja. Ampak res, eni bomboni so taki, jaz to zmažem, jaz od blagajne do avta že 6 unih paketkov ni. Mislim, to je katastrofa. Kalorije na kalorije in potem se zgodi špeh. Ampak dobro, lej, smo samo ljudje. Ja, ampak evo, točno pred tem smo pa zdajle. Lani si praznoval Abrahama. In si zelo zadovoljen, ja, povsod se je to pisalo, kar sem gledal, da dobro zgledaš, kar je res, 50-ih ne nosiš, bodimo pošteni. Zelo si zadovoljen, se prideva na to duhovno stvar, ne? Kaj je ključ? Kako pa pol skrbiš zase? Ok, imamo pregrehe, kar je dodatno malo plusa,
Kaj pa pol tisto, ki moraš pa narediti? Torej, imeti se moraš rad, to je vse vem, da zveni zelo enostavno, ampak kaloritu ne briga. Tega ne zna. Marsikdo se trpinči samega sebe in ima v glavi ne vem koliko preprek pa prepovedi, ker si jih je pač sam zmislil ali jih je pa od nekod prinesel, temu se reče vzorci. Se pravi, skušati se, Štajerci bi rekli, losati večino teh stvari, vseh se ne moreš. In se imeti rad, se pravi, najprej jaz, potem vsi ostali. To ne pomeni, da sem jaz egoist. Jaz imam zelo rad ljudi in sploh tiste, ki so mi ljubi, s katerimi rad preživljam več časa, zelo rad dajem, zelo rad tudi delim znanje, zelo rad pomagam, če vidim. Danes sem recimo čistilki, ki je drgnila stopnice v našem bloku, sem rekel, vam skuham kavo, pa ne bi jaz danes kave, pa sem rekel, pa boste sok, pa ne bi ni sok. Ja, pa sem rekel, pa kaj boste pa vodo vam prinesli? Pa ne bi ni vode, pa sem rekel, pa kaj pa, jaz ne vem, kaj vam skuham, pa ok, ma ne, pa znate, moram ići tam. No, v glavnem. Ja, ono čokolado so dal tvoje. Ja, rad naredim, rad opazim ljudi, ki imajo manj kot jaz in rad dam. Lahko je včasih to samo na smeh. Ja, imam ok. Jaz nimam. Nimam, lahko ti dam mikrofon, si ga lahko neseš v kuhinjo, pa z njim kuhaš špagete. To se pravi, in ko enkrat ta ritem uloviš in če imaš res ta privilegij, da si v službi, ki je hkrati tvoj hobi in da si v tem dober, potem je pač krog sklenjen, ker se stvari samo še dopolnjujejo. Do sebe moraš biti strog, tudi, pa hkrati blag. Ne zdaj za vsako ceno vse, zdajle. Daj takrat, ko bo pravi trenutek. Kar lahko storiš danes, odloži na jutri. Je en tak lep rek, ki sem si ga jaz malo po svoje prilagodil. Skratka, uživati, biti natančen, dosleden, poslušati ves čas, učiti se. Naj te ne bo sram se učiti, ker jaz še danes ne vem cel kup stvari. In pa poslušati vse zgodbe okoli sebe, tudi tiste najbolj neumne in brezvezne, ker vsak ima svojo zgodbo. Ampak nikar se ne primerjaj z drugimi ljudmi, ker boš postal zagrenjen, pa ohol, Audič ima pa boljši avto, ki jaz pa večjo plačo. Pusti Audiča, kaj, ti si pomemben, ne? Oprosti, Denis, ne, ampak ti si taka priročna roba danes, veš, za te življenjske resnice. No, in to so stvari, ki sem si jih jaz skozi življenje, ker sem velikokrat tudi padel, verjemi, tudi po lastni krivdi, tudi zaradi alkohola, tudi zaradi rock'n'rolla. In veš, to pa niso pol lepe stvari. In takrat se pol v teh radikalnih poteh dobesedno se staviš nazaj in si rečeš, a je vredno. Dajmo zdaj pa to narediti drugače. In sprejmeš neke svoje cilje, nove zgodbe in na novo začrtaš pot in je super. Pa sem tle zdaj prav, je bil alkohol dejansko problem? Ja. A si to, ki je govoril že? Sem zdaj prvič javno povedal. Resno? Ja, bil sem odvisen od teh substanc in ni šlo drugače, kot da sem poiskal strokovno pomoč, da sem pač se vključil v program zdravljenja odvisnosti in da sem to zdravljenje opravljal 1,5 leta. Zdravljenje pomeni zdravljenje bolezni in to ni garancija, da ti bo uspelo. To je samo spreminjanje vzorcev, tisto, o čemer smo prej govorila. Vzorci so, veš, pikolina, kar hudič. Te vzorce, veš, kad ti nekaj pobereš iz mladosti, iz otroštva, nekaj, kar so ti recimo starši vcepili v glavo, veš, kad tudi bolezni odvisnosti, veš, tega je pri nas ogromno. Ja, zadnja časa. Do drog še sploh nisva prišla, ne. Tega je toliko in o tem se sploh ne govori, ker je to stigma, ne. Ne, to se pa mene ne tiče. Ja, pa se te. In še kako se te. Ker so stiske, so depresije, so le koliko samomorov je pri nas. A veš, eni ljudje imajo res težave in nihče jih ne sliši. Oni vpijajo, pa nihče jih ne sliši. In veš, kakšen protokol je to, da ti sam sebi priznaš, zdaj sem pa jaz grešil in zdaj bom pa jaz drugač. Mislim, to je tako, ko bi se na novo začel učiti pisati. Mislim, to je bila katastrofa. Ma kdaj se je to dogajalo? Ne daleč nazaj, 2 leti.
zato tudi eno leto mene ni bilo. Eno leto 2020 jaz nisem komentiral. Ja. Zaradi tega razloga. Nisem bil sposoben. A res? Pa si se sam odločil ali je bilo to? Ja, tukaj si samo ti in nihče drug kot ti. Ti si tisti, ki to narediš. Ti si zmagovalec na koncu. Ampak zdaj imam občutek, da to, kar si povedal, niti pa težava zdaj o tem govoriti, ne? Zdaj ne. Pred 2 letoma bi pa verjetno se rajši prej ustrelil. Ja, no, je bilo treba dati še zmer to čest, ne? Veš, zakaj pa to počnem? Ker s tem hkrati vse te zgodbe na novo pridobljene tudi ponotranjam. To je kot neka, veš, kot nek ritual, kot neka joga. Jogo recimo sem tudi zdaj pred kratkim uvedel, malo razmigam stare kosti. In hkrati pa kot javna oseba imam neverjeten privilegij, da ozaveščam. Samo zato, da se ne bi to zgodilo tebi. In ko je še čas, ustavi konje. Kaj pa, ko si tudi omenil droge? Ja, droga je pa druga bolezen, odvisnosti. Odvisnosti je več. Govoril sem... Ne da si ti, no. Z drogami nisem imel težav. Okay. Dobro, pustimo rock and roll. Pač vsi smo ga žurali, Dobro, vsi ja. smo plesali. To pa res ni. Vsi. Ampak ko greva enkrat stvari predaleč, je pa ni lepo, veš. Misliš, da te je tle rešilo, ko si rekel, da to moraš sam jeti čez, ne? Mislim, da sam se reči dovolj je, pejmo si pomagati, da ti je pomagalo tudi to, da si baje zelo trmast. O tem smo govorili v terapevtskih skupinah, da če se tega lotijo trmasti ljudje, ker odstotek ljudi, ki dejansko poišče strokovno pomoč, je majhen, verjetno. Je zelo majhen. Žal je naša zdravstvena reforma tam, kot je, in psihoterapevtska pomoč je ravno tako specialistični pregled, kot če ti greš na magnetno resonanco slikati, ne vem, koleno in čakaš. Spet se čaka, ne? Čakamo. A veš, kakšna diskrepanca je to? Ti si v duševni stiski, duševno zdravje ni kar nekaj, pa ne moreš priti do strokovnjaka. To je, a veš, to ni fajn. Razen v urgentnih primerih, kot ti seveda pač že razmišljaš o kakih teh rečeh, ker tudi to sem jaz tam nekje vmes vzel, ampak da ne bova zdaj rešila pregloboko, ker mi smo razvedrilna oddaja. Ne, zato kako si rekel, je prav, da se take stvari pol dotaknemo. To je treba, mislim, zato jaz o tem govorim, povem, zato da se mogoče pa vse enega dotakne. Ker tako ali tako take odločitve človek sprejema sam. To so težke odločitve, ni nujno za trmaste, pač vztrajnost je to mogoče tista in ta nek ritual, ki ga s časom osvojiš, ne. So te morda tukaj reševala potem tudi potovanja, da greš rad v svet morda? No, takrat, ko se to dogajalo, je seveda življenje bilo zelo brezvezno in vse je bilo ravno in meni je bilo čisto vseeno, ali potujem ali ne, ali jem ali ne, ali pijem ali ne, ali seksam ali ne, ker je pač bilo brezveze, ker je potem še prišla zraven depresija. In dejansko ti stojijo ob strani svojci, ne? Ja. Tisti, ki so tebi najbližji, da te v bistvu vlečejo na nek način skozi ta cikel, ker brez njih ne gre. In potem milimeter po milimeter, ne, se sestavljaš, ne, in se iz dneva v dan prepričuješ, da vse pa vendarle ni tako hudo, nisem oropal banke, samo zbolel sem, ker to je bolezen. In tudi jaz ne govorim o nobeni zgodbi na A, to je bolezen odvisnosti, pika, amen. Ok. Bova ostala pri teh, mislim, v potovanja šla, no? Ja, potovanja. Da pa zelo rad greš. Grem. Zdaj, po Euroviziji? Drugo leto, to je pa darilo za Abrahama. A tega pa nisi prebral na Wikipediji? Tega pa nisem še zasledil. Maldivi. Kje pa si vse že bil, oziroma bom tako rekel, kam bi rad še šel? To, da je res na listi.
Jaz bom zelo lepo povedal, da je Slovenija tako krasna in me sram, ker nisem še marsikje bil v Sloveniji. Tu si rečem. Zakaj za vraga rinemo na Maldive, če imamo pa Maldive tudi v neki obliki prav tu pred nosom, a ne? Zanimivo, da me Azija sploh ne mika, centralna Evropa me še zelo mika. Portugalska, Sicilija, Korzika, francoska Provansa, Italija, to še moram vse raziskati, Francija, to slabo poznam. Sem pa zaradi Evrovizije recimo bil v Bakuju, ne, ker verjetno pa nikoli ne bi šel v tisto za Kaukazije. Kaj bom tam, a ne? No, potem veliko Skandinavije sem videl zaradi Evrovizije, tako da kar nekaj teh držav eksotičnih je bilo. No, pa morje. Ljubitelj morja sem. Rad imam von po soli. Hribe. Spet se mičkaj navezal tudi na Evrovizijo. Zdaj, ki smo bili v zadnjem delu, kaj je tista stvar od Evrovizije, da ti zdaj pade na pamet, pa je morda tudi še nisi zaupal? Ker kar jaz slišim, ker sem se recimo pogovarjal z Majo Kevc, pa z Rebeko Dremelj, obe sta bili pač na Evroviziji. Ljudje tle so res posebni. A se tudi tebi je ta že zgodilo, da so te recimo prepoznali v tujini, da si komentator Evrovizije? Je kaj tacga? Kakšne te žurke, slišim, da to je res, Roškar tu dostkrat pove, ne? Tega je ogromno. So žurke za tiste drugo uvrščene, pa ne vem, kaj še vse. Veš, teh žurk, Roškar bi rekel čak, ne, po štajersko, je bistveno manj po covidu, zaradi tega, ker se je to vse zmanjšalo, tudi število akreditacij za uradne delegacije se je zmanjšalo. Mislim, meni se je zdelo predlani prav škandalozno, ko je novinar ni dobil prave akreditacije za spremljanje dogodka tam, ampak online. Mislim, zakaj pa sem potem tam, če spremljam prireditev online. No, skratka, to so bili pač vsi ti ukrepi. Zdaj je manj teh druženj. Je pa ravno to tisto, kar je Evrovizijo delalo zanimivo, ker si v bistvu, to je bil milni mehurček, ki traja 14 dni in takrat smo vsi eno, ne? Vsi smo ena velika, srečna družina. Tako. In vsi se imamo radi, Maurica, povsod, a ne? Vsako nadaljne predvidevanje prepuščam vsakemu posebej. In je teh nacionalnih recimo večerov bilo tudi veliko, veš, so Skandinavci naredili svoj žur, pa so Jugo, ko so se naše bivše republike, pa točemo mi zajedno, Hrvaška, Črna Gora, Srbija, a ne Makedonija. Pa je en mesar iz Švedske, iz Malmeja, je on dal svojo vilo, pa smo tam, pa nas je bilo tam 500, razumeš, on je vse čas, tu mi smo imeli žur, tam so nas pozdravljali vsi srbski predstavniki. Seveda vsi so bili, samo Slovenci nismo sodelovali v tem žuru, dobro pač, okej, je že tako. Skratka, to je bilo tisto sočno, ne. Zdaj je pa to že, Evrovizija, a veš, jaz večkrat rečem, to je fuzbal tekma, to je atletsko tekmovanje. Avion, v hotel, spat, zjutraj vaja, iz dvorane, itak milijon pregledov, varnostnih ukrepov, to je zelo poostreno, to je tako kot na letališču, 7 carinskih kontrol, slečte se, gospa, modrc dol, pretiravam. Ampak res je poostreno in dejansko si tam kot nek rokometaš, ki prideš, oddelaš in odideš. Ljudje mislijo, da smo mi tam na dopustu 2 tedna. To je garanje, a veš, pa so novinarske konference. Vsak dan moraš vsej 500krat odgovoriti na isto vprašanje. Can you sing a little bit of your song? Ne, to po mojem so vsi presrečni, ne, ko vsak dan 100krat pa. Mi bomo celo noč plesali in to 700krat na dan. Je pa manj šans, da pol na dejanskem nastopu pozabiš besedilo. Tako da to je bil žar Evrovizije. Kaj pa si sicer jaz zapomnim? Mene vedno fascinira ta konglomerat ljudi, kaj oni iz tega šova naredijo v tem tehničnem smislu. Kakšen profesionalizem je to. Recimo, najbolj zanimiv poklic v celi ekipi, približno 2000 ljudi dela na projektu v dvorani, je tajnica režije. Ta ženska, ponavadi sta 2 v reportažnem vozilu, ona 3 ure samo odšteva.
5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 14. Skratka, odšteva kadre. Ste zmešal. Ker vse je splanirano v milisekunde, seveda s pomočjo tehnologije, in ona reva samo odšteva. Si predstavljaš, kak krasen job. No, mogoče za 10.000 evrov plač, ne vem, ne, zasluži se že dobro. To je res noro. In pa to, ne, in pa mogoče ta psihološki moment, milni mehurček, vse je super, v nedeljo, ko je pa vsega konec, pa ljudje padejo v depresijo. A veš, naenkrat je vsega konec. Ja. In sem že nič kolikokrat videl dekleta jokat, fante jokat, zdaj pa moram spet domov, pa krediti, pa... Ja, mi je znano. No. In dejansko je hecno, no, vse skupaj. Drugače pa za vsakega, ki je pa imel priložnost iti, omenil si Majo Kevc, pa ostale, lej, to je izkušnja, za Slovenijo življenjska kariera, više ne gre. Tako. Dvomim, da bo Maja Kevc še kdaj pela 180 milijonom ljudi. In to na način, a bad language je dovoljen v tvoji oddaji. Komot. A veš, jaz še vedno njen nastop iz Düsseldorfa ocenjujem, ki je bil blazno seksapilen. Če se spomniš nje in vseh deklet, vse smo poudarjali, usnje, verige, usnjene rokavice, se pravi, ta nastop je bil narejen z enim samim ciljem, se pravi, pesem je že bila No One, pa Maja je super odpela, ampak način, kako je Maja pogledala v kamero, je pa sporočil samo eno. Pofukala vas bom vse. In ona je 3 minute to počela in bila v četrtek prva po mnenju strokovnih komisij. Pa kdaj nam je to nazadnje uspelo? Evo. Zdaj vidiš, kako moč ima ta ljuba televizija, ne? Kaj ti lahko skozi ta mali okvirček domov preneseš svojo prezenco. Zakaj nisem najprej tebe povabil, pa pol Maja Kevc? Maja je že bila to, ki bi to z veseljem povedal. Maja tega ni. Maja bi povedala, meni se je vnela tule koža. Maja je bila takrat parkrat v bolnici. Vnela se je koža zaradi teh verig, a veš, te obleke. Tega ni povedala. Te punce so nosile te usnje in to je tudi, veš, se malo prešvica, pa to je kar... Takrat je povedala, da je bila zaradi glasa na urgenci parkrat. Tako, glasovi, iščemo tablete, analgetike, zobozdravnike, Alenka Gotar, foniater. Ostala sem brez glasu. Veš, pri vsakem začnejo živčki mal, ne? To je vendarle velik oder. Ja, valjda. A si Nuša Derenda ali si pa Damjan Murko. Ja, ni važno, ja. Malo te stisne, ne? In vsakemu res kapo dol, ki je ta korak naredil, ker to je... Ni majhen korak. To ni za vsakega. Tako. Še tale zadnji sklop, kaj te v bistvu še čaka? Kaj bi res rad še naredil? V življenju? Tako. Kaj je že zasadil drevo? Ne bom teh klišejev, ne bom uporabljal, ker ne maram klišejev. Ne boš verjel, jaz sem zelo vesel in zadovoljen s tem, kar sem naredil do zdaj. In pravzaprav bi rekel, da imam zdaj še kak visoko leteči cilj, pa da si še to želim. Jaz dejansko počnem to, kar sem hotel pri 3 letih. Ja. 47 let pozneje dejansko to delam. In mi je vsak dan nova zgodba in užitek iti v javno hišo, kot se jaz hecam iz naše radiotelevizije, zato da se pač malo hecamo, da nismo sterilni. In sem čisto zadovoljen s tem. Vesel sem, če ljudje opazijo tvoje delo, vesel sem, če ga tudi pokritizirajo, ker je to sestavni del našega posla in prav je, ker ti nastavijo ogledalo. In neskončno sem vesel, ker mi v bistvu življenje nudi možnost, da vsak dan spoznam vsaj 30 novih ljudi in se od njih učim. Meni je to dovolj. Lepo povedano. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Za vsakega gosta je isto. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? Popoln dan... A bo delo zdaj tukaj? Zdaj je prav popolnost, v čisto popolnost jaz ne verjamem, ker popolnosti ni, tudi idealnih stvari in dogodkov in ljudi ni. Je pa super, če se skušamo tej popolnosti ali pa idealnosti čim bolj približati.
Veš, dragi moj červik, moram zmeraj tega pogledati na monitor, pa DeLonghi. A DeLonghi je pa zdaj zaspal. DeLonghi je še zdaj. No, v glavnem, jaz sem res, veš, ko se tebi v življenju zgodi en tak radikalen res, kot se je meni pred 2 letoma, ko sem moral življenje na glavo obrniti, pa na novo postaviti, res začneš na ene stvari malo drugače gledati in dejansko prideš zelo hitro do zaključka, da je popoln dan, mogoče že to, če se mi trgovka nasmehne v trgovini in mi da svež kruh izpod police. Veš, Pa se pol dan sam naredi. mini stvari. Popoln dan je tudi, če zunaj megla. Kdo pa pravi, da je to katastrofa. V Ljubljani, ja. Popoln dan je, če daš škornje gor, pa greš skakati po lužah. Ampak, a veš, spet smo ljudje tako pametni. Jo, ne, jaz sem 50, to se ne spodobi. Ja, zakaj pa ne? Daj, bodi otrok, ne. Glej, če bodo Joker out več kot 15, jaz se tega veselim. Jaz, kar sem kolenih. sem rekel, pač sem mož beseda, bom naredil. Morda bo tem, kakšen Samo popoln dan. ščitnike bom imel gor. Dovoljeno, tu ni panike. Ampak kjer je stavba pa? A to cela To te veliko? cela industrijska Ja, povezano je. Povezano? Ja, bi ga. Da dal te Moroškarja zraven, da te bo spodbujal, tako kot je njega una vojakinja, pa bo narejeno. To je to. Ok. Andrej, hvala lepa, da si vzel cajt za nas in želim ti uspešno naprej, da ohraniš ta svoj humor, ki ga imaš in da to bomo še dolgo poslušali na Evroviziji tudi. Hvala tebi za vabilo, ne morem verjeti, da je šlo tako hitro. In ja, hvala za vse stavke. Kava s červekom. Radio 1. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.